V tem videu, kot je že razvidno iz naslova, bom poustvarila make-up look Kim Kardashian, ki ga je nosila na Met Gala. Ta stil make-upa me z obrobljenimi ustnicami in z črnim črtalom na vodni liniji spominja na make-up izpred 10 let, ampak v dobrem smislu. Čau! Se počutim sexy. Yeah. V tem primeru bom začela najprej z očmi, ker bom uporabljala bolj močna senčila in tudi močen eyeliner. Vedno najprej naredim podlago za senčke in potem začnem z nanašanjem rjavih odtenkov. Začnem z nanosom svetlo rjave barve, ki bo služila kot prehodna barva med sencami. Nato v zunanje kotičke dodam malo temnejšo rjavo barvo, ki jo dobro zabrišem v svetlejšo rjavo. Potem se lotim eyelinerja in sicer z mehko črno barvico, ki jo poskušam nanesti čim bolj ob liniji trepalnic. Potem oblikujem to wing, torej krilo eyelinerja z barvico Da. Ni nujno, da je zdaj čisto popolno, zato ker bomo itak zabrisali in še dodali senčilo. Potem začistim oziroma brez senčila čopičem zabrišem to linijo eyelinerja. Nisem hotela preveč pospešiti posnetkov, ko si delam oči, zato ker včasih si kdo ne predstavlja, koliko časa se porabi za to zabrisovanje senčila in vsega. In še tukaj, čeprav sem rezala in odstranila par delov, je še vedno traja kar nekaj časa. Ko zabrišem eyeliner, dodam še temno rjavo senčilo in ga tudi spet ponovno dobro zabrišem. Potem tukaj čez eyeliner grem isto s temno rjavim senčilom in ga še bolj zabrišem. Potem se spet vrnem na eyeliner in grem čez isto barvico, kot sem jo naredila prej, zato da dobim bolj močno črno barvo, spet zabrišem. Eden izmed razlogov, da naredim najprej oči, je tudi zato, da obrišem te padle delce senčil in s tem tudi oblikujem eyeliner oziroma to krilo eyelinerja. Ok, izpustila sem del, kjer si nanesem puder, zato ker je postopek enak kot po navadi. Pri Kim Kardashian make-up looku si ne smemo privoščiti, da izpustimo ta contouring, torej senčenje in osvetljevanje. Tako da najprej z svetlim concealerjem poudarim te dele, ki jih hočem, torej pod očmi, nos, čelo, brada. In potem poglobim ličnice z temno barvo in oblikujem nos, čelo in brado.
vse dobro zblendam. Tu sem imela malo težav, zato ker sem vmes naredila par slik in se je že concealer malo posušil, tako da sem pol gobico našpricala z Fix Plusom in še enkrat šla čez. Tukaj dodam rdečilo, ki je bolj v rjavkastih tonih, zato ker želim samo še dodatno poudariti senčenje obraza in dobiti tak bolj naraven, zagorel videz. Ki ima vedno ful poudarjene ličnice, zato tudi jaz z pudrom v prahu naredim oziroma poudarim še bolj to linijo ličnic in s tem tudi fiksiram puder, tudi pod očmi. Temu se reče baking oziroma peka obraza. Potem ta odvečen puder čez nekaj časa odstranim z čopičem. Z isto črno barvico obrobim še spodnji del oči, torej vodno linijo in malo pri trepalnicah. Potem vse to zabrišem s čopičem. Preden da dodam highlighter, posprejam obraz z fiksatorjem, zato da se ta kremni highlighter bolj prime na kožo in tudi lepše se zblenda. Ta look ne bi bil končan z ogromnimi trepalnicami, ki so mimogrede ful mehke, glede na to, da sem jih naročila iz eBaya za €1,50 ali $1,50. Kot sem omenila že prej, so ustnice obrobljene s temnejšo rjavo barvico. Jaz sem tukaj naredila bolj nežno obrobo, tudi Kim nima tiste ostre linije, kot se je nosila včasih. Potem za svetel del ustnic dodam kar korektor, potem za barvo pa dodam šminko v stiku. Verjetno ste tudi opazili, da sem šla z črtalom malo čez mojo naravno linijo ustnic, sploh na zgornji ustnici, zato ker imam manjšo in sem hotela ustvariti iluzijo bolj polnih ustnic. Ok, hvala za pozornost. Če vam je bil video všeč, se lahko naročite na moj kanal in lajkate video. Čau!